Dobrodošli v vrtincu prav posebnega pogovora. Vsi smo posebni. Naš današnji pogovor se bo vrtel okoli tega, kaj sploh so posebne potrebe. Kako otrokom in odraslim predstaviti to tematiko, ter kako ustvarjati okolje, v katerem lahko ljubeče sobivamo, se spoznavamo in se učimo drug od drugega. Pred nami je nova slikanica z naslovom V vrtincu črk, ki govori o manj znanem tako imenovanem skotopičnem sindromu oziroma sindromu Helen Irlen, o katerem bosta v sogovornici več spregovorili v nadaljevanju. V naši družbi pozdravljam univerzitetno profesorico, avtorico slikanice V vrtincu črk, doktorico Aksinjo Kermauner. Lep pozdrav. V svojem delu se posvečate slepim in slabovidnim osebam in vključevanju oseb s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Slikanica V vrtincu črk je vaša druga slikanica v Morfemovi zbirki, ki je posvečena otrokom oziroma osebam s posebnimi potrebami, ki se imenuje Ljubezni je za vse dovolj. Prva slikanica ima naslov Bela kot galeb, govori o deklici z albinizmom in bomo nekaj malega o njej spregovorili tudi v nadaljevanju. Dobrodošlico pa izrekam tudi naši drugi gosti, gospe Nini Čelešnik-Ozamernik. Pozdravljeni. Vi ste pa certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen, sicer pa tudi učiteljica razrednega pouka in angleščine za prvo in drugo triletje. Drži, ja. Najlepše se vama zahvaljujem že vnaprej za obisk. Bi pa kar začela v bistvu z vprašanjem. Kaj pomeni biti oseba s posebnimi potrebami? Kako se lahko oseba s posebnimi potrebami podučimo in kako jih vključujemo medse oziroma kako jih normaliziramo? Ja, hvala za besedo in lep pozdrav. In se bo sploh vzpostavila platforma z postavu pogojne. Tako, in se mi zdi tako. V bistvu dosti pomembno to, kar sta obe izpostavili v tem trenutku. Ti so šolci, s katerimi se pač Lara sooča, ki jo na začetku zafrkavajo, ki na začetku meketajo. Potem, ko uvidijo, da je nekje prišlo do neke razpoke, da sošolka, ena izmed njih, ni dobila te podpore, ki bi jo potrebovala, ki bi jo želela, ki jo v bistvu v tem trenutku nujno potrebuje, se postavijo za njo in razumejo, da ne gre za nekoga, ki je pod njimi, ampak da gre za nekoga, ki je med njimi in se mu je zgodila krivica, zato ker pač ne zmore nečesa dojeti. To je tudi ta normalizacija pravzaprav. Ne? Tukaj Lara ni nič posebna. Krivica se je zgoditi, kot bi se lahko komorkoli zgodila krivica. No, to mogoče bi še omenila, ta moment vmes je pa prišel iz tega, ker sva se s Heleno pogovarjali. Helena je rekla, s Heleno Kraljič, urednico. Tako, z urednico je rekla, nekaj manjka. Jaz sem napisala samo pač potek njenih problemov in pravi, nekaj manjka, dej še nekaj. In potem je ravno to padlo na pamet, da je to neka dodana vrednost, da opišemo, kako se razred zadnjo potegne. In to očitno na otroke zelo dobro vpliva oziroma dobro funkcionira v sami zgodbi. Jaz bi tle rada dodala, da pač to je zgodba, ki se konča zelo lepo. V resnici vam pa lahko povem, jaz sem pač certificirana presojevalka od leta 2018, za sabo imam približno 300 testiranj in moram reči, da najbolj me bolijo tista testiranja, ko pridejo otroci, starši k meni na testiranje. Vedno se to testiranje dela v dopoldanskem času in vedno v prisotnosti staršev, zato ker še ko vidiš, včasih težko verjameš, če te pa ni, pa sploh nimaš pojma, tako nekako. No? Ampak kar sem vam želela povedati je to, da mi je ostal v spominu en fant, ko je prišel na testiranje sam. In pravim jaz, čakaš mene, ne? Pa pravi, ja. Sem rekla, ampak ki imaš pa mami ali pa očija? Ja, ni jo zato, ker iste tako ne boste ugotovila nič drugega, kot mnogi pred vami. Ja, sem rekla, kaj pa to je? Ja, da sem neumen in nesposoben in da mi ni pomoči. O moj bog. Groza. Ja, in bilo je zelo grozno. No. Meni tudi vsakič, ko to zgodbo povem, mi je neprijetno, moram pa reči, da je to ena zgodba, ki se me zelo dotaknila, ker gre za to, da midva sva potem poiskala njegovega očeta, da je prišel nazaj, ga prepričala. Na koncu sva ugotovila, da ima fant hudo obliko skotopičnega sindroma. Podobno kot Lara v knjigi, ne? Tako, samo da je šlo pri njemu še za veliko hujšo obliko kot Lara v knjigi. Dogajala so se mu vsa možna popačanja besedila. To pomeni vrtinčenje črk, to, da so bile ene črke ali pa besede bolj poudarjene v drugih, da je šlo to v reke, da se je okolj zameglilo, njemu se je celo besedilo 3-krat kopiralo.
In ta fant je bil pri meni v 7. razredu, takrat je bil v 7. razredu in je bil prešolan v nižji izobrazbeni standard, češ da ne zmore rednega programa in ker je neumen. Midva sva s folijo prišla do tega, da on najbrž ni neumen, ker je potem prebral, mislim, najbrž ni neumen, po njegovi definiciji. Kaj sploh je definicija neumnosti, zagotovo ne nižji izobrazbeni standard, to se bomo najbrž strinjali. Uspešnost v šoli pa pridnost, ne? In ravno o pridnosti smo se malce prej pogovarjali. Ampak gre za tisto bolečino. On je potem prebral, tudi njegov oče je prebral, izkazali se je, da ima oče enake težave kot sin, ker sindrom je v 80% deden. In se to zelo rado ponavlja v družini in zato je včasih tudi težko znati pomagati, ker si rečeš, to se me že celo življenje dogaja, kaj jamraš, ne? Tako pač, če je bilo dovolj zame, bo tudi zate dovolj dobro. Lahko, in ravno ste, oprostite, da vas prekinjam, ampak samo za gledalce, če lahko na hitro obrazložite, kakšen je skotopični sindrom, kaj to sploh je in kaj je zanj značilno? Ja. Zdaj, skotopični sindrom je težava vizualnega procesiranja. To, tako po domače povedano, pomeni, da vse barve ne prihajajo hkrati v naše možgane. Zdaj, kako jaz razložim to otrokom, čisto po domače, ko pridejo k meni na testiranje, pravim, midva bova preverjala, kako barve prihajajo v tvoje možgane. In če grejo vse barve tako hkrati v tvoje možgane, midva nimava nobenih težav. Če pa barve sicer štartajo, potem gre pa vmes ena v gledališče, pa ena na igrišče, pa ena v živalski vrt, pa samo nekatere pridejo domov, takrat imamo potem lahko težave. Te težave pa se imenujejo skotopični sindrom. Zdaj, kaj je za njega značilno? Lahko so to težave pri branju, pri pisanju, pri poslušanju, pri koncentraciji, lahko se pojavijo bolečine v trebuhu, glavoboli, migrene, lahko je to sindrom razdražljivega črevesja, se pravi pogoste driske, lahko je to stalna napetost, utrujenost. Eni otroci kar nehajo dihati, ko začnejo brati, recimo. To zaradi stiske, notranje stiske ali dejansko fizioloških vzrokov? Tako, fizioloških, ja. Gre v bistvu za to, da so možgani preobremenjeni. In to je zelo lepo videti na vseh teh slikah magnetne resonance, kjer so slikani možgani, kako so možgani obremenjeni, če imaš skotopični sindrom oziroma če ga nimaš, oziroma če imaš skotopični sindrom, pa potem nosiš očala z barvnimi filtri Irlen. Ker pri skotopičnem sindromu sta 2 stopnji pomoči. Prva je pomoč s pomočjo barvnih folij Irlen, druga stopnja pa je potem pomoč z očali, kjer gre za te barvne leče. In posebnost teh leč je, da uporabnik skozi te barvne leče ne vidi barve, kar je pa bistvena razlika glede na ostala barvna očala. Ne glede na to, kako temna so ta očala, ne vem, rumena, rdeča, katerakoli, uporabnik, za katerega so ta očala bila narejena, individualno, skozi te leče ne vidi barve. Torej, ta sindrom se v bistvu precej razlikuje od, ne vem, tako imenovane barvne slepote ali pa recimo od disleksije. Ja, seveda. In kako potem, prostite, ja. Ja, od barvne slepote sploh, ker tam pravzaprav ne vidiš določenih barv, določenih odtenkov, navadno rdeče, zelena najbolj običajna in zamešaš te 2 barvi. To je problem. Tukaj pa, to gre v bistvu za odsotnost določenih, bom rekla, čutnic v mrežnici, medtem ko tukaj je pa to en drug problem, to je oftalmološki problem, medtem ko pa Irlen sindrom pa ni oftalmološki problem. Tukaj se zelo meša in oftalmologi govorijo, da bomo dali boljša očala, pa nima to veze z dioptrijo, ne z ostrino vida, z ničemer. Tukaj mislim, da nimamo razjasnenih pojmov. Mogoče mene je bilo zanimivo, ko si ti rekla, kako je en otrok govoril o žogah, ko mu v glavi, To preobremenitev možganov, jaz otrokom razložim to, da je tako, kot da imaš v glavi 50 žog, ki ti ves čas skačejo. In z vsako novo zahtevo je to nova žoga v možgane. In kaj se zgodi, če imaš ti v enem prostoru preveč žog, nehajo skakati. In to je takrat, ko se otrok ugasne. Ali pa to je takrat, ko odrasli zaspi, ko bere knjigo. Ko bere knjigo, pa zaspi, ker ne moreš več. In to je v bistvu, naši možgani nas izklopijo, to je tako kot nek naravni obrambni mehanizem našega telesa, da se ne preforsiraš. Ja, moja kolegica je ravno rekla, da je komaj doštudirala ravno zato, ker je zaspala. Pri študiju je vedno zaspala, prebrala eno stran, konec. Danes ima očala z Irlen filtri in pravi, zdaj pa lahko berem v nedogled.
prav zanimivo. Čeprav, vse to je zelo zanimivo, ravno kar ste zdaj izpostavili. Mislim, da se vsi lahko nekako poistovetimo s tem, da zaspimo ob prebiranju knjige. Ne moramo se Jaz ne. Meni Jaz se še bolj včasih zbudim. to zgodi, pa poznam veliko ljudi, to se mi pač ne zdi nič preveč posebnega. Sicer se to ne dogaja, ne vem, vsakodnevno, ampak to me pripelje pa do vprašanja, kdaj lahko posumimo na skotopični sindrom. Kako vemo, da je to in kako razširjen je? Ja, zdaj skotopični sindrom je precej pogost, po literaturi je tam 10, 12, 15, po nekaterih člankih celo do 20% splošne populacije ima skotopični sindrom. 15% nadarjenih, 65% dislektikov, 80% zapornikov, 30% tistih, ki imajo motnjo avtističnega spektra. Pojav se, to je pač, kar je dedno, ta dedna komponenta. Kar sem že prej povedala, v 80% je deden. Lahko se pa pojavi tudi kadarkoli kasneje. To je pa nekako v 70% po pretresu možganov, po poškodbi glave, poškodbi vratnih vretenc. Tako da dejansko vsak od nas je kandidat za skotopični sindrom. In se lahko tudi kadarkoli v življenju pojavi. Lahko si pač z njim rojen. Jaz pač rečem otrokom, tako kot si se rodil 2 roki, 2 noge, glava, imaš v glavi preveč aktivne možgane. Pika, to je to, konc. Se pravi, lahko se z njim rodiš, lahko ga tudi kadarkoli kasneje pridobiš, lahko se ti tudi, ne lahko, vse spreminja skozi življenje in sicer je zelo odvisno v fazi odraščanja, se pravi puberteta, kontracepcijske tablete, menopauza, nosečnost, vse to vpliva na te velike stopnjo. hormonske spremembe. Torej. Tako. Potem ste pa rekla, kako ga prepoznamo, kaj so Ja, tisti kako posumimo opozorilni v bistvu znaki. sploh, ker se zdi, seveda, ja. da se v bistvu dokaj preliva z nekimi simptomi tega, kar pač mi kot splošna populacija, ki nismo strokovnjaki, nekako poznamo ali pa nam odzvanja nekje. Ja. Zdaj, najbolj tak tipični znak je občutljivost za svetlobo. Nekdo, ki je občutljiv na neonske luči, na močno sonce, sonce na snegu, bleščanje, recimo vožnja po noči, vožnja v dežju, vožnja v snegu, to so eni taki alarmi. Potem so te pogosti glavoboli pa migrene, napetost, utrujenost človeka, stalna utrujenost, nepojasnjena. Potem ljudje doživljajo popačanja na strani ali pa v okolici, to pomeni na listu, da se jim zadeve meglijo, vrtinčijo, grejo v reke, ali pa v okolici, da ne znajo čisto določiti, koliko daleč, koliko globoko stopati, recimo, ko stopajo na stopnice, na tekoče stopnice. Potem je en izmed znakov tudi težave pri branju. To ne pomeni, da ne znaš brati, ker imajo tudi zelo dobri bralci skotopični sindrom. Zato ga tudi zamenjujejo z disleksijo velikokrat, ali pa se skrije pod disleksijo, niti ne opaziš, da ne bere dobro, pa rečeš, to je pa disleksija in potem nič ne pomaga, nobena tehnika, metoda ne pomaga, ker je pač gre lahko za skotopični sindrom. O tem pišete v bistvu tudi v knjigi, da so glavno junakinjo, da so protagonistko v bistvu najprej vodili kot dislektično deklico. Lahko je oboje, lahko je samo eno ali drugo. Tukaj moramo res izključiti možnosti, da vidimo, kako naprej, kakšne metode so za naprej. Zdaj, tle za disleksijo bi jaz mogoče povedala, v literaturi piše, da 65% dislektikov ima tudi skotopični sindrom. To ne pomeni, da oni nimajo disleksije. Oni imajo disleksijo, ampak imajo skotopični sindrom. In zato je nujno, da bi se skotopični sindrom najprej saniral, da se stvari umirijo, potem pa mi rešujemo še disleksijo, da se lahko naučimo tehnik branja, postopnosti in tako naprej. Da najprej v bistvu samo sliko umirimo, čeprav razumem to, kot je tudi naslov slikanice v vrtincu črk, kjer torej slika ne miruje in se potem lotimo tehnik. Ampak o skotopičnem sindromu se v bistvu jaz ga doslej nisem zasledila. Pač, ko sem prebrala knjigo oziroma ko sem dobila v roke to knjigo, sem se v bistvu prvič z njim srečala. Kako to, da je tako malo znan in kako to, da ste se mogoče prav skotopičnega sindroma lotili? Nina je moja nekdanja kolegica, sva skupaj učili na centru Iris, to se pravi na nekdanjem zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. In že odkar se ona ukvarja s tem, sva razmišljali, da bi napisali skupaj eno knjigo. Ona s tem svojim znanjem, jaz pač literarna žilica, upam. Ne dvom. Definitivno. Nekaj časa je trajalo, ker tudi, naprimer, zanimivo je tudi to, da se nekateri strokovnjaki ne strinjajo, da sploh obstaja.
Ampak če ti vidiš otroka, da mu to pomaga, potem tukaj ni debate. Ne? Lahko napišeš milijon člankov na to temo ali demantiraš, ampak če vidiš konkretnega otroka, tukaj me nihče prepričal, jaz sem znanstvenica tudi, ampak če vidiš konkretno, da pomaga, potem verjetno stvar je. Ne? In tudi terapija oziroma metode in tako naprej pomagajo. Se potem pač gre preučevati verjetno vzroke, ne? Tako, ampak glavno smo imeli načrt, da to izpeljeva in imamo tudi še načrt, da bi mogoče naredili eno zgodbo za malo starejše. Ker tukaj noč sva seveda vse te, v to knjigo sva dali vse te znake, ki se pojavijo, ravno zato, da bodo ljudje, jaz zmeraj tako pišem s tem svojim znanjem, ampak jaz skušam to dati v neko zgodbo, zato, ker če boš ti rekel staršem ali otrokom, to je tako, ne? Ali pa kako se obnašati s slepimi, ne. Bodo rekli, da ne nakladaj. Ne? Če pa to zaviješ neko zgodbo, se bodo pa skriti kurikul je to, se bodo pa naučili recimo teh znakov. Bo rekel nekdo, jaz pa tudi recimo slabo parkiram ali pa polijem juho, ker nimam tako recimo in bo rekel, kaj pa če imam jaz tudi morda. Ne? Se zgodbe že Ja. Zgodbe se prenašajo iz generacije v generacijo in so prenašalke znanja in vedenja in vednosti. No, ampak to sem hotela reči, to skriješ, ker ne boš, če boš takole pedagoško mahal, potem te ne bo noben poslušal, če pa to zapakiraš neko zgodbo, ki je recimo zanimiva in za odrasle in za otroke, potem je pa to tisto, da se bodo avtomatično naučili, ko bodo to prebrali, pa bodo mogoče pozorni ravno na te znake, ki smo jih prej omenili, ne? Ki jih je Nina prej omenila. Sej literatura, eden izmed blagodejnih vplivov literature je gotovo tudi to, da pronica v telesa in nas spreminja in nas dela pač boljše osebe. In se mi zdi mogoče, kakšen pomen ima za vas, oziroma kako pomembno se vam zdi, da se te tako imenovane težke teme ali pa teme odrinjenosti na ta način vključujejo mladinsko, otroško in mladinsko literaturo? Zelo, zelo pomembno, zato ker mi smo družba ugodja, udobja, užitka in tako naprej in če gledate reklame, bo vsaka druga beseda bo uživaj, boste uživali, če boste, ne vem, to in ono in tretje. Ja, ta imperativ, ja. Tako, to se pravi, te zadeve pa obstajajo, obstaja smrt, obstaja ločitev, obstaja skotopični sindrom, obstaja bolezen, te stvari obstajajo. Mi se samo delamo, da jih ni. In se mi zdi zelo pomembno, da o tem govorimo. Ne seveda zdaj na en tak zelo, zelo grob način, ampak da se to pove na en prijazen način in da ljudje, otroci, predvsem bralci, mladi bralci, da začutijo mogoče tudi pomoč skozi to. Ne dogaja se samo meni to, da mi je dedek umrl, dogaja se tudi drugim. Ne dogaja se samo meni, da me zafrkavajo v šoli. Ne? Take stvari. Pa, to je ena stvar, da pač govorimo o tem, da normaliziramo v bistvu, da je to že začetek inkluzije. Tako, če smo tiho, smo ravno tako krivi. Absolutno. In zato se mi zdi to zelo pomembno, pa tudi eno izobraževanje. Jaz sem po naravi pedagog in mora biti vedno nekaj še zadaj, ali pa skrito. Bi mogoče še vi kaj dodali k temu, recimo, a so vam recimo to vrstne knjige v pomoč pri vašem pedagoškem delu, sem morda, če razširimo v bistvu se tudi na celotno zbirko, Ljubezni je za vse dovolj. Ja, meni se zdi bistveno. No? Bistveno sporočilo vseh teh knjig se mi zdi, nisi sam. Ne? Če imaš, ker včasih se ti zdi, da si res sam, ti si ti zbogi, sam ti imaš to težavo, sam tebe je to tako težko. Ne? Potem pa, ko prebereš neko tako knjigo, pa rečeš, ne, nisem sam, ne dogaja se to samo meni, nisem zdaj zato nič slab ali pa neumen ali pa ne vem kakšen. Ne? In se da iskati nove poti. Tle se mi zdi tudi, kot je rekla Aksinja, sploh če je to literatura za mlajše, oni se noter najdejo, hkrati pa je to v bistvu nek poduk odraslim, da mogoče pa je kakšna rezerva, kjer bi se dali tem otrokom pomagati, da mogoče pa je neki res tukaj zadnji za tema. Pa še nekaj mogoče, senzibilizacija teh mladih bralcev. Ko recimo preberejo Lari, kljub temu, da ima nekaj težav, ampak si reče, ok, pa kaj potem?
prava figa, jaz imam pa težave pa na nekem drugem področju. In recimo tudi ta prva Belo kot galeb, ki govori o deklici z albinizmom, jaz sem to pravzaprav napisala, ena taka tema, ki me spremlja že ves čas. Namreč mi smo imeli eno deklico, ki je bila albina in ona je imela zelo velike težave ravno zaradi tega, ker se je okolica stalno vanjo vtikala. Tako mlada pa se že barvaš, take zelo goste bele lase je imela in so bile res težave in zato smo pravzaprav tudi začeli knjige pisati z mojimi nekdanjimi učenci. Smo napisali recimo knjigo Kakšne barve je tema, kjer razlagamo, ker poučujemo videče otroke. In ta zgodba tudi, da so to popolnoma običajni otroci, samo nekaj imajo na stvar malo drugačno. In to se mi zdi pomembno, da vzgajamo tudi na ta način, senzibiliziramo in ne delamo iz tega problema. Otroci ne delajo problemov, delajo probleme starši. Starši so tisti, ko otrok vpraša, ti zakaj imaš pa ti tako čudne oči? Tiho bodi, o tem se ne govori. Zakaj pa gospod na vozičku pa nima nog? Ne smeš o tem govoriti. In znanje, ki ga dobivajo odrasli in otroci skozi to, je tisto zdravilo pravzaprav za strah. Ki mi vemo, mi smo nagnjeni, spet smo te cona obdobja pa užitka, mi smo nagnjeni k tem, da je telo popolnosti. In zdaj, če vidimo, da telo ni popolno, nas je strah. Tako. Iskanje popolnosti, strah nas postane in nam je že zoprno. In raje gremo mimo takega človeka, čeprav bi mu morali naprimer pomagati, ko vidimo, da je v stiski, zato ker nas je strah. Kaj pa, če naredimo nekaj narobe? In recimo ena taka brošura, ki smo jo zdaj ponatisnili, 10 zmot in 10 resnic o slepoti in pa 10 zmot in 10 resnic o slabovidnosti, ki je zdaj bila ponatisnjena v 11.500 izvodih in je zastonj za vse. To je ena taka stvar, že na začetku vidimo tukaj nekoga, ki poriva slepega pred sabo, kar se ne dela, vedno hodi videči pred njim in tako naprej. Cel kup teh zmot, ki so pravzaprav zdravilo proti strahu. Če boš znal se približati slepemu, potem te ne bo strah, ne boš šel mimo, ne boš se naredil francoza pa potuhnil, ampak boš pomagal. In ravno tako gre, bela kot galeb in ravno tako v vrtincu črk. Boš razumel, boš senzibiliziran in boš normalno reagiral. Zdaj govorim pa o normalnosti. To se pravi, seveda se normalnost in normalizacija nista ena stvar. In tukaj mislim, da je to zdaj popolna točka, da v bistvu nekako poantiramo ta naš pogovor o tem, da bodo mladi bralci nekoč odrasli in ne bodo enako reagirali, kot mogoče reagirajo njihovi starši, kot neustrezno marsikdaj reagiramo odrasli, ki se v strahu ali pa z negotovostjo soočamo s posebnimi potrebami. Oziroma z osebami s posebnimi potrebami in še posebej močno in intenzivno sporočilo nisi sam. Jaz se vama najlepše zahvaljujem za vajin obisk v našem studiu na e-sejmu knjižnem in zahvaljujem se vsem, ki ste bili v naši družbi in vas lepo pozdravljamo iz vrtinca Črk. Hvala. Lep pozdrav. Pozdrav.